Se kaninska saga vendarle končuje. V Bovcu svoje načrte pravkar predstavlja investicijska skupina iz Rusije, Italije in Švice, ki naj bi bila pripravljena v obnovo Kanina vložiti 105 milijonov evrov. Smučišče bi odprli že prihodnjo zimo. Postopna obnova, ki naj bi bila v stilu dubajskega prestiža, pa naj bi trajala 4 leta. Mateja, kako resni so novi morebitni investitorji in kdo so? Ja, po prvi oceni izgledajo kar resni, in sicer za skupino investitorjev sta predvsem Rus Aleksandr Filipov in Helmut Gurandin, ki sta v Kanin želela vlagati že leta 2014, ko je takratni upravitelj končal v stečaju. V ozadju je podjetje CDC Group, specializirano za gradnjo dostavnih žičnic iz italijanskega Bolzana, in partner Bartolet. Na predstavitvi so pojasnili, da bi zgornji del smučišča lahko odprli že prihajajočo zimo in celovito prenovo končali do leta 2030. Vanjo pa bi, kot že rečeno, vložili 105 milijonov evrov, pri čemer bi obnovili dostavno žičnico in to podaljšali do Prevale. Prenovili bi tudi restauracijo in tam uredili vrhunsko gastronomsko ponudbo, med drugim pa bi na vrhu zgradili celo medicinski center. Do projektu so dali ime Dubai Eye, Dubajevo oko. Dubajsko oko, ja. Zakaj? Kaj je v načrtu? Res je, tudi danes so pojasnili, zakaj Dubai Eye. Gre za tako imenovane edinstvene kabine, ki so jih že gradili njihovo podjetje v Dubaju in postavili bi jih tudi na vrhu Kanina, do njih pa bi pripeljale gondole. Med drugim bi na vrhu Kanina postavili tudi nov simbol in to bi bil simbol zmaja in te kabine bi spominjale po obliki na jajca zmaja, kot so dejali. Ob tem pa naj še povem, da so sedaj se pravi svetniki postavljajo različna vprašanja investitorjem. Današnja seja pa se je tukaj v Bovcu začela zelo burno, kajti že na začetku so svetniki na predlog Listja za Posočje izglasovali tako imenovano simbolno nezaupnico županu Valterju Mlekužu, ki so jo svetniki večinsko podprli.